Dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni. Danes bomo predstavili Družinski center Mir in z nami je sestra Veronika in gospodična Mihajla. Lepo pozdravljam vse, ki ste nas sedaj gledate. Vesel sem, da smo zopet skupaj v eni lepi domači oddaji Pod poti in verjamem, da je to tema, ki vas bo zanimala, ki vas bo pritegnila in upam, da bomo ostali pred malimi ekrani. Najprej pa bi vaju prosil sestra pa gospodična, če se nam bi našim gledalcem predstavili. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Če se kratko predstavim, tako kot je bilo že rečeno, sem sestra Veronika Verbič, šolska sestra. To pomeni, pripadam redovni skupnosti šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. Že kar nekaj časa. To je pravzaprav tudi moje prvo poslanstvo, moj prvi poklic, ki ga z veseljem živim in zelo z roko v roki z njim gre drugi poklic in to je poklic zakonske in družinske terapevtke tukaj v Družinskem centru Mir. In to je tisto mesto, kjer se pravzaprav res lahko srečam z bogatstvom in tudi z uboštvom, če tako rečem, stiske, človeške stiske, trpljenja, bolečine in tudi odrešenja. Hvala lepa. Rad bi še ob tej priložnosti vas morda dopolnil, bil sem tudi na obisku na Brezje, kjer smo tudi posneli eno kratko oddajo o šolskih sestrah in kjer se pravzaprav dejansko se nas vidite, da pravzaprav res tisto drži, da pomagate oziroma da je dejansko Jezus tisti, ki nas povezuje, ki nas pelje in je prav tudi gledalci, da si to oddajo tudi pogledate ali na televiziji ali pa na spletnem strežniku RKC. Toliko danes, da bi vas še naprej za besedo. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tudi moje življenje nekako poteka z roko v roki za to službo v zakonskem družinskem terapevtke na Družinskem centru Mir. Hkrati pa za drugo službo, če tako rečemo, službo mamice, 16-mesečne punčki, službo žene. In vse to na nek način obogati življenje tako poklicno, kakor tudi družinsko. Ta preplet teh dveh poti potem res napolni naš srce. Lepo. Potem bi še nekaj dejali besed o ustanovitvi centra, predvsem namen, poslanstvo, ter kje se nahajamo, pa morda, ko pridemo pravzaprav do vas, verjetno še več centrov po Sloveniji. Enega izmed tem tudi sedaj v tej oddaji predstavljamo, to je center Mir Maribor. Družinski center Mir tukaj v Mariboru deluje 2 leti, od jeseni leta 2005. Takrat smo pravzaprav tudi kot ekipa, mi dve, ki smo zdaj tukaj, se predstavljamo v tej oddaji oziroma predstavljamo center v tej oddaji in skupaj z nami tudi gospod Jernej Kovač, sam prijemen povedati, to je Mihajlin mož in je z nami tudi kot seveda strokovni sodelavec centra. Torej, pred 2 leti smo nekako vsi trije zaključili podiplomski študij zakonske in družinske terapije v Ljubljani na Teološki fakulteti in seveda v pretežni del v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta v Ljubljani, ki ga vodi pater dr. Kristjan Gostečnik skupaj s sodelavci. Tam smo zaključili ta 2-letni študij in tudi praktično delo, 1 leto intenzivnega terapevtskega dela. Ob tem priložnosti res začutili, da je to naše poslanstvo. In iz tega čutenja, notranjega čutenja in odločitve je prišla odločitev, da odpremo center s podobno dejavnostjo tukaj v Mariboru, da odgovorimo na potrebe prebivalstva tukajšnjega okoliša, ki so prej z veliko težje si nekako
omogočili, če tako rečemo, pa sami sebi si dovolili to vrstno spremljanje ali pa pomoč v osebnostni, duhovni in družinski rasti, če tako rečemo, pa v zakonskem odnosu. Iz te potrebe je pravzaprav nastala potem ta odločitev, da se odpre ta center in to odločitev so podprle tudi šolske sestre, pomeni skupnost, redovno skupnost, ki biva v tej hiši tukaj na Štrosmajerjevi 17, sprejela to poslanstvo kot svoje poslanstvo, čeprav v centru delujemo sester samo jaz, oziroma z menoj, na nek način tudi sestra Metka v vodenju raznih poslovnih zadev, kar je na take in drugačne ureditve še potrebno. Ja, družinski center Mir je organiziran kot zasebni zavod, strokovni zavod, tukaj res delamo strokovni delavci, odprti smo za vsakogar, ki je v stiski, ki se na nas obrne, ne glede na kakršnokoli versko prepričanje ali kakršnokoli drugo usmeritev. Čutimo v tem dveletnem času, v tej izkušnji, resnično čutimo, da je bila ta potreba resnično potreba in da je to resnično naše poslanstvo odgovoriti na oziroma nuditi pomoč ljudem, ki se posameznikom, zakonskim parom in družinam, ki se znajdejo v stiski. Da bi še povedali, kako priti do vas, verjetno nas gledalci gledajo po celotni Sloveniji, morda tudi po svetovnem spletu in morda prav, kje nas najdejo, v katerem predelu Maribora? Ja, naši prostori so v Mariboru, na Štrosmajerjevi 17. Najlažje nas najdete gotovo, če pogledate kar zemljevid mesta Maribor ali našo spletno stran. In na spletni strani že tudi najdete delček zemljevida mesta Maribor, kjer se najde naša ulica. Naša spletna stran ima naslov 3x2rkc.si/DCM kot družinski center Mir. Sicer pa je do nas najlažje priti po telefonu oziroma najlažje z nami navezati prvi stik po telefonu, ker tukaj nihče od nas ne dežura na vratih, da bi odprl vrata, ko kdo pozvoni, odpremo po vsakemu, s komer smo dogovorjeni. Namreč, ko smo z nekom v pogovoru, svetovanem ali terapevtskem pogovoru, takrat smo res z njim. To je res čas, ki je namenjen tej osebi in ne drugim. Zato ne odgovarjamo na telefone in ne odpiramo vrat. Telefon je tako urejen, z današnjo tehniko je to vse mogoče, da se pač takoj oglasi telefonska tajnica, pustite sporočilo in vas pokličemo v priliki nazaj. Morda v tej priložnosti povem še našo telefonsko številko. To je 02 23 45 800. Se pa nahajate v centru Maribora med stolnico, pošto in Ljudskim vrtom, tako da vas, če vas, kako se kdo iskal, vas pa najlažje najdeme. Tako najlažje se res orientiramo na stolnico, na Slomškov trg in potem lahko hitro usmerimo naprej. Zdaj pogledali na tole prekovojeno pot, dve delovanje, pa me zanima, kaj vas je privedlo, da ste začeli spodbudilo, da ljudem pomagate? To notranja želja? Ja, ker v bistvu res terapija ni nekaj, kar delaš, ampak terapija je nekaj, kar živiš. In že za ta študij zakonske in družinske terapeutke sem se odločila čisto iznotranje nagibam, ker si videla, da to nisem študij, ampak je to res tisto bistvo, se mi zdi, kad ti osmisli življenje, ker vseeno se zadnje, kaj pa je v življenju pomembno, če ne odnosi. Odnosi tako do svojih staršev, tako do partnera, tako do otrok, tako do sodelavcev. In ravno o tem v bistvu smo govorili na tem študiju in to je bilo tudi tisto, kad bi človek rekel, ja, tam vidiš, koliko je včasih ta odnos težko graditi, koliko je težko, recimo, koliko je to včasih boleče, koliko je to včasih naporno. In prek študija, ko smo tudi mi se soočali s svojimi bolečinami, smo se učili sami graditi odnose, smo se tudi nekako odločila, ja, da bi pa to želela tudi
na nek način ne živeti v službi, da bi tudi tukaj Pa posedovati s ostalim ljudem. tako je. Ti morda še pogledali tale prebojeno pot 2 leti delovanja? 2 leti, ja, To je smo velika prišli. doba, ali pa ni, ne? Ali pa ni, to je res čas na nek način uvajanja, čas umeščanja, tako bom rekla, umeščanja v ta prostor. Vsi trije smo pravzaprav prišli za eno izkušnjo dela v drugem okolju, to je v Ljubljani, kjer je le malo drugače in smo počasi se umeščali v ta prostor, pomeni v Maribor, v njegovo specifiko in ne samo Maribor, tudi okolico, bližnjo in širšo okolico. K nam se zatekajo pravzaprav ljudje v stiski iz širše okolice, tudi iz Koroške, tudi iz Prekmurja, tudi iz Savinjske doline. Ja, in je bil potreben čas za pravzaprav umestiti in na nek način začutiti, kaj so potrebe prav tega prostora, kateri programi bodo odgovorili prav na te potrebe, na to potrebe tega okolja. In tako je bilo tudi to dvoletni čas razvoja centra in smo zadovoljni, smo resnično večkrat na nek način tudi sami sebi si lahko damo priznanje, ja, da je to delo bilo tukaj res potrebno in po drugi strani, da se je umestilo v ta prostor. Vem, da je bilo takšni kratki oddaji težko celotno vsebino predstaviti. Upamo, da v kakšni prihodnji oddaji imeli možnost tudi tole pobliže spoznati. Vas tudi slišimo vsako soboto na Radio Ognjišče, ne? Ja, ne vsako soboto, ampak enkrat mesečno, vsako drugo soboto v mesecu v oddaji za življenje za danes in jutri. Morda bi še dejali nekaj o vaših programih, svetovanjih, terapiji, skupini za šolo, za starše. Ja, na našem centru izvajamo različne programe. Naše temeljno poslanstvo je na nek način srečati se s posameznikom, pa ima pa družino, ki je v stiski. In to izvajamo prek terapij, individualnih razgovorov, na katerem se sreča posamezna družina ali pa posameznik z terapeutom in se potem dogovorimo, kako naprej. Ponavadi je cikl 12 srečanj, 1 uro na teden, enkrat tedensko seveda, vedno v istem času in potem v tem ciklu skušamo čisto razdelati, kaj je tista stiska, zaradi kjer je posameznik prišel k nam. Menite, da so odnosi pri nas v krizi, ali da se morda ne znamo ljudje pogovarjati, ali pa še tudi ne znamo slišati, kaj menite drugega? Ja, včasih je vsega malo, ne. Se ne upamo pogovarjati, bi mogoče bo rekla, ne znamo, vse mi se znamo, ampak včasih se ne znamo in ne upamo soočiti sami s sabo in da bi potem prevzeli res odgovorno za to, kar mislimo pa čutimo in bi potem to tudi lahko vrednotili na drugo stran. Morda bi še nekaj dejali o predavanjih pa delavnicah, ki jih je verjetno tudi organizirate? Ja, za predavanja, delavnice smo vedno na nek način pripravljeni odgovoriti na potrebe, ki se pojavljajo v različnih inštitucijah, tako bi rekla po župnijah, šolah, vrtcih in raznih drugih organizacijah. Teh predavanj je kar, tako bom rekla, da si moramo včasih že kar precej urnike uskladiti, da lahko uskladimo oziroma odgovorimo na potrebe. Ja, to so predavanja in delavnice vse z področja medsebojnih odnosov. Ali so to odnosi v družini, ali so to odnosi v nekem kolektivu, ali so to odnosi v nekem drugem okolju, prostoru, kot je to tudi šolski prostor. Ja, to so v glavnem ta področja, tako da res smo pripravljeni z veseljem odgovorimo na konkretne izzive. Res včasih so te teme zelo konkretne, zelo specifične za tisto okolje, ki nas pravzaprav povabi, da spregovorimo o določeni temi. Zdi se mi pomembna tale šola za starše.
imamo šola bo naredila svoje, starši reči damo denar ali pa materialne dobline, ne znamo se pa pogovarjati, zato je tudi verjetno stvar, ki je tudi problematična. Kaj menite? Ja, šola za starše je pri nas, ima naslov Dovolimo se biti starši, in sicer ta naslov izhaja preprosto iz vere, da je starševstvo položeno po naravi v nas. V vsakega moškega je položeno po naravi očetovstvo in vsako žensko materinstvo. Če si to dovolimo razviti, oziroma če so tudi dane možnosti, če niso druge ovire, ki bi to na nek način preprečevale. In naš program Šole za starše je namenjen prav temu, da bi se ta potencial na nek način sprostil, da bi se starši v svoji vlogi sprostili, da bi lahko živeli to, kar je njih položeno. Namreč zavedamo se, da so različna pričakovanja in tudi pravzaprav različne situacije, včasih tudi hiter tempo življenja, potem se pojavljajo pričakovanja strani šole, storite, starši storite to, strani kakšne druge inštitucije morda storite to. Potem je včasih spet strani sorodnikov, storite to, vaš otrok je pa tak, vaš pa tak, ne? In starši resnično od vseh teh pričakovanj se več ne znajdejo. Potem začnejo prebirati to in ono in tretjo literaturo. Vsekakor literatura je dobrodošla in nam marsikdaj res odpre obzorje, nam odpre še kakšen drug vidik pogleda na starševstvo. Pomembno se nam pa zdi, poleg vedenja in poleg nekaterih teoretičnih spoznanj, izkustvo, da starši se sprostijo v svoji vlogi in verjamejo v svoje starševstvo. Verjamejo, da so dovolj dobri starši oziroma da so to lahko. Bi še mogoče kakšno praktično izkušnjo povedati? Ja, mogoče čist, ne vem, mi smo še majhni, ampak se že pa soočamo recimo s kako prvo filmo, če tako rečemo. In ja, to je mogoče taka stvar, ki se res ne smemo ustrašiti. Večkrat se ti zgodi, ne vem, mogoče na otroškem igrišču, pa se otrok razjezira, ne. In mi se te jeze včasih, tudi jaz sem se včasih ustrašila, ne, pa vidiš, aha, tam kup staršev je okrog tebe, vsi te gledajo, kaj boš naredil s tem otrokom, ne, ali bo znal potolažiti, ali ne bo znal. Ja, in tukaj je res važno, da se sam sebi uveriš, vse to meni najbolj pomaga, ne, da se samo sebi uverim in pol tudi lahko vidim, kaj je moja punčko razjezilo, ne. Včasih je to čisto ena taka banalna stvar, ne vem, mogoče en kameček tam, ki ga ni znala pobrati, pa ni zmogla pobrati, ne, in jaz potem pomagam, pa se pomiri. Se pravi, ste mnenja, da pravzaprav vzgledi vlečejo, ne? Ja, to pa se hoče. Pa da bi še nekaj o superviziji povedali sredstva. Ja, supervizija pomeni kratko pogledati od zgoraj, ne. Naš center nudi tudi to dejavnost, pravzaprav supervizijsko dejavnost za strokovne delavce z področja socialnega varstva. Namreč naš kolega gospod Jernej ima to dovoljenje, če tako rečem, pa je strokovno usposobljen za supervizorja na tem področju socialnega varstva in lahko nudi to vrstno pomoč strokovnim delavcem, ki delajo na področju dela z ljudmi, še posebej na tem področju socialnega varstva. Se pa vedno zadnje čase veliko ljudi vpraša na vas. Ja, tako bom rekla, toliko, da še zmoremo in še lahko delamo, namreč poleg nas treh, z nami redno sodelujejo še trije, redno, bolj bom rekla, po nekaj ur tedensko, niso prav redno strokovni delavci. Tukaj so strokovni delavci, ampak pridejo po nekaj ur, tako da nam na nek način pomagajo in zmoremo, tako da tega se ni treba ustrašiti. Bomo z veseljem odgovorili na potrebe. Vas morda kdo podpira pri tem delovanju? Naši programi so vsekakor podprti, lahko rečem, strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Tudi programe prijavljamo redno na razpise na ministrstvu, ki so pač javni razpisi, in jih ministrstvo dobro vrednoti v tem dveletnem delu,
smo resnično zadovoljni, da so ti programi dobro ovrednoteni, ne pomeni finančno gotovo toliko, da lahko preživimo, kar nam tudi omogoča, da potem so ti naši programi lažje dostopni uporabnikom. Druga znamenje pa je to, da če je program ovrednoten, pomeni je kvaliteten in seveda na nek način izvaja, tudi to nam na nek način potrjuje to, da nas ministrstvo podpira. Poleg tega tudi mestna občina Maribor, potem so še manjši donatorji ali pa tisti, ki na nek način nas podpirajo. Pomemben vsekakor je naš ustanovitelj, kot sem že omenila, je to Kongregacija šolskih sester. Pomembno je vsekakor strokovno sodelovanje s Frančiškanskim družinskim inštitutom, kjer smo v rednem supervizijskem spremljanju, da naše delo resnično teče kvalitetno, strokovno, ker to je naš prvotni namen, resnično namen, želimo biti strokovni. Sodelujemo pa poleg tega še z različnimi drugimi ustanovami, predvsem s centri za socialno delo, tako z Mariborskim centrom za socialno delo, kot z vsemi v bližnji in malo širši okolici. Sodelujemo tudi s pastoralno službo v Mariboru, Škofijsko Karitas tukaj v Mariboru. Lahko bi še naštevala. Cela paleta, ne? Ja. Morda bi še povedali za naše gledalce, ki niso v okolici Maribora. Kje so tudi vaši centri mir? Morda informacijo, človek nikoli ne ve, kdaj je rabne. Ja, naš center je samo eden, to je družinski center Mir, kot eden samostojen strokovni zavod. So pa centri s podobno dejavnostjo tudi še po Sloveniji, tako kot naprimer Zakonski in družinski inštitut Krog v Kranju, potem je Zakonski in družinski inštitut Novo mesto, pomeni že v Novem mestu, že samo ime pove. Ja, naše jedro je, kot sem že povedala, izhajamo je Frančiškanski družinski inštitut v Ljubljani, potem so še nekaj manjših zavodov tudi v Ljubljani, potem je Zakonski družinski inštitut Bližina v Celju, Zakonski družinski center Ptuj, oziroma Midva na Ptuju. To so te manjši, ki na nek način smo povezani, potem tudi Zakonski in družinski, oziroma Center za zakonsko in družinsko terapijo v Kamniku. Kar nekaj. Morda bi še tole priliko izkoristil, tale odnos med zakonci, mogoče kakšen svet, dva za zakonce. V kratkem je zelo težko to Zelo težko, ne, ampak. Zelo težko strniti. Vsekakor bi rada rekla to, naša dejavnost ni namenjena samo hudim stiskam in reševanju teh stisk. Rada bi spodbudila vsakogar, ki v sebi začuti, da bi želel nekaj narediti za svojo osebnostno rast, še preden je stiska. Naj se ne boji potrkati na vrata, poprositi nekoga, da ga v tej rasti nekaj časa spremlja, mu da nekaj usmeritev, da potem lahko sam s toliko večjo korajžo ali pa potrditvijo stopa po tej poti osebnostne rasti, naj bo to osebno rast, zase osebno ali rast v odnosu, v zakonskem odnosu ali v družinskem odnosu. In tu se mi zdi res, bi rada spodbudila gledalce, da si pravočasno na nek način dovolijo, da jih nekdo malo pospremi ali jih nekdo potrdi na poti. Včasih je potrebna samo potrditev na poti, po kateri že hodimo. Takrat se da še veliko narediti. Ja, ko je pa že zelo hudo, je včasih res težko. Ampak, ker smo v tem poklicu, verjamemo, da se da. Tako lepo smo nakazali določene stvari, pa se žal že bliže konec oddaje. Bi morda za naše gledalce še podali kakšno misel oziroma povabilo, preden se postojimo. Ja, v tej priložnosti bi povabila, da gledalce in gledalke, da koliko začutijo, da bi mi lahko kakorkoli odgovorili ali dali kakšno spodbudo
potrditev, usmeritev, ali da bi ob nas, ob naših programih lahko pridobili nekaj za svojo osebnostno rast, da se nam pridružijo. Prav v tem jesenskem času pravzaprav so skupine po poletni prekinitvi zopet začele z delovanjem in to so zakonska skupina, skupina za zakonce, skupina za osebe po razvezi zakonske zveze, če že do tega pride, da nekako osebe zmorejo znova zafunkcionirati oziroma znova živeti svoje življenje. Potem je skupina za osebe s tesnobno motnjo oziroma osebe, ki se srečujejo z razno stisko, tesnobo v svojem življenju. Potem je skupina za mamice, o kateri bi lahko Mihela kaj več povedala, in pa šola za starše. Tako da vas res povabim, to so poleg tega temeljnega dejavnosti terapevtske skupine, v katero se lahko vključite. To ste še dodali. Ja, mogoče čisto kratko v skupini za mamice. To skupino organiziramo čisto z namenom, da bi se mamice druga drugo podprli, in soočile čisto s tistim novim, kar prinaša otroka v naše življenje, v našo družino, in da bi potem to mogoče bolj suvereno pa tako začela živeti. Pa si veliko v skupini? Skupina se bo pa ustanovila letos prvič, tako da upam, da bo. Je kar veliko. Bi morda na kraju še povedali spletno stran oziroma telefonsko številko za vse za tiste, ki nas spremljajo preko svetovnega spleta, ker si imajo tako dobrega pretočnosti pa. Ja, če ponovim, naša telefonska številka je 02 23 45 800. Tako zelo preprosta številka, se lahko zapomniti. Naslov naše spletne strani je pa www.rkc.si/DCM. In morda še naš elektronski naslov dodam k temu je pa dc-mir kot znak za naslov in rkc.si. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za tale pogovor, za tole predstavitev našim cenjenim gledalcem in vam pri tem delu želim veliko uspeha, predvsem pa obilo Božjega blagoslova in se zahvaljujem v svojem imenu in v imenu naše televizije in naših cenjenih gledalcev za pogovor. Hvala lepa. Hvala lepa za ta pogovor in srečno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam se zahvaljujem za pozornost. Pišite nam še naprej na elektronski naslov pod@planet.si. Vsekakor ste povabljeni tudi na spletni strežnik RKC in vabljeni do prihodnjič in vam želim na vaših življenjskih poteh vse dobro in upam, da se še bomo v takšni družbi še kakšno temo nadaljevali. Vsekakor bodo verjetno gospe pripravljene in želim vam vse dobro in lepo vas pozdravljam in nasvidenje vsi tisti, kateri nas spremljali tudi preko svetovnega spleta izven lepe naše domovine in hvala za vašo pošto. Nasvidenje.